Slovenija prispevki za nov nacionalni program. Moje ime je Matej Avban, sem eden od sourednikov in avtor tega zbornika in v neizmerno veselje mi je, da smo se danes zbrali tukaj v tolikšnem številu. Se opravičujem, ker je zmanjkalo stolov, to je hiba. Bolje je, da stolov ni, kako bi bila dvorana prazna. Danes smo se zbrali in današnji dan smo si izbrali s posebnim namenom. Danes je 9. maj. To je dan Evrope. Dan, ko so prebrali, javno predstavili Schumanovo deklaracijo, s katero so se bodoče države članice Evropske unije na normativni, na vrednostni ravni zavezale, da bodo ustvarile integracijo, ki bo preprečila vsakršni vojaški spopad, ne samo preprečila, da ga bo naredila pojmovno nezamislive. Ta cilj je Evropska unija prav gotovo dosegla. Ampak Evropska unija, kako vemo, je dan danes v krizi. Še bolj pa je v krizi naša domovina Slovenija. In prav zaradi Slovenije smo se danes zbrali tukaj. Namreč, da predstavimo inicijativo za Evropsko Slovenijo. Inicijativo mladih, neodvisnih intelektualcev, ki smo kritični trenutek, v katerem se je znašla slovenska država, zaznali že v decembru leta 2011. Tedaj je po našem prepričanju na institucionalni ravni, na polju javnega, tudi s podporo implicitno ali pa eksplicitno državljank in državljanov te države, postalo očitno tisto, na kar so kritični intelektualci opozarjali že vse od osamosvojitve. Namreč, da Slovenska republika ni normalna država. Tedaj je postalo jasno, da je slovenski javni prostor v praksi razvrednotil, pravzaprav zbanaliziral domala vse temeljne ustavne kategorije, tako da je, če poenostavim, prav postalo narobe in narobe prav. Tista dejanska usodnost trenutka, v katerem se je znašla slovenska polis, je povsem spontano, avtonomno, iz gole intelektualne radovednosti, lahko bi rekli tudi naivnosti, zlasti pa zaradi neke notranje, težko pojasnljive moralne prisile, združila posameznike v prepričanju, da je nekaj treba storiti. Da je napočil čas, da kot aktivni državljani v javnem prostoru oblikujemo svoje predstave, pričakovanja in zahteve o razvoju slovenske družbe. Če bi ta čas zamudili, če ne bi storili nič, tako smo si dejali, bi morali preprosto molčati in hkrati prevzeti tudi nase krivdo za nastali zastoj in razkroj slovenske države. Tako je torej decembra 2011 dozorela ideja, da Slovenija potrebuje prispevke za nov nacionalni program. In da morajo te prispevke napisati tisti, ki v tej Sloveniji čaka še pretežni del prihodnosti. To pa so in smo mladi. Mladi smo tisti, ki bomo za to državo nosili vse breme prihodnosti. Pa vendar se naš glas, tudi po lastni krivdi, v tej državi praktično ne sliši. Zato smo sprejemali odločitev, ker se naš glas ne sliši, sprejemali odločitev, ki bodo usodno zaznamovali našo prihodnost in prihodnost naših otrok, prepustili v rokah tistih, ki jim je očitno mar le še za lastne kratkoročne interese in ki so, to je danes že povsem jasno, državo pripeljali do ekonomskega bankrota in pravzaprav celokupnega razdejanja. Ampak tega razdejanja, ki se danes že kaže, 4 uredniki, bodoči uredniki zbornika Evropska Slovenija, še nismo poznali, ga še nismo vedeli. Vedeli pa smo, da Slovenija, kot smo jo živeli dotlej in še bolj, kot jo živimo danes, ni normalna država, si ne zasluži imena Respublika in je še manj polis, za katero bi želeli, da bi v njej živele nove generacije. Prav tako smo vedeli, kakšno državo vendarle hočemo.
hočemo evropsko Slovenijo. Slovenijo, ki bo vsestransko odprta, svetovljanska, obrnjena na zahod in utemeljena na vsebinskem liberalizmu. Liberalizmu, katerega vrednostna predpostavka in cilj je enako človekovo dostojanstvo vsakega posameznika in iz njega izvirajoča pravica do samouresničenja. Vedeli smo tudi, in v to smo trdno prepričani, da si ne želimo balkanske Slovenije. Takšne, v kateri ni neresnične demokracije, kjer pravna država ne deluje, kjer se človekove pravice varujejo selektivno, kjer je država vseobsežna, kjer v ekonomskem smislu vlada socialistični kapitalizem in kjer parola socialne države vse bolj in vsak dan bolj služi kot krinka za ohranjanje statusa quo, privilegiranih skupin, ne pa za pomoč tistim, ki so jim res potrebni. Vedeli smo, da ne moramo pristati na državo, kjer šteje le našost, kjer sta znanje in meritornost krilatici za naivneže, takšni kot smo mi, in kjer smo menda v imenu generacijske solidarnosti mlado generacijo, pravzaprav vse, ki smo nekako mlajši od 40 let, zapisali v prenesenem pomenu ekonomskemu genocidu. To so bile minimalne vrednostne predpostavke, na temelju katerih smo sodelovali pri pripravi zbornika povabili 30 avtorjev. Odzvali so se prav vsi. Udeleževali smo se internih simpozijev, a na koncu je prosti čas, ki smo ga temu namenjali, 10 potencialnim avtorjem ni omogočil priprave prispevka. Današnji rezultat, zbornik, ki ga imamo pred sabo, zbornik Evropska Slovenija, prispevki za nov nacionalni program, potem takem združuje 20 avtorjev. V imenu teh avtorjev bi rad poudaril, da avtorje zbornika zaznamuje precejšnja raznolikost izobraževalnih, poklicnih in življenjskih izkušenj. Avtorji so prav tako nosilci različnih svetovnih in političnih nazorov, kar pa zaradi vključevalnega pristopa tega zbornika v nasprotju s slovenskim javnim prostorom ni bila ovira za naše skupno sodelovanje, ampak nasprotno, spodbuda in prednost. Tudi zato želim na tem mestu, ker je to treba v Sloveniji vedno znova, jasno izpostaviti, da avtorji v tem zborniku nastopamo izključno v svojem imenu in za svoj račun. Zaman boste iskali strice iz ozadja, politične botre iz ospredja, nismo del nikakršne politične zarote, transmisija nikogaršnjih interesov. In prav tako ne ustanavljamo politične stranke. Po svojem vrednostnem bistvu je vsak avtor v tem zborniku tisto, kar po svoji osebi pač je. V javnem prostoru pa predstavljamo kritično mlado generacijsko iniciativo, ki na najširšem polju političnega, razmišljajoč svojo glavo, zagovarjamo tisto, kar menimo, da je dobro in prav. Vrednost in namen tega zbornika naj bo in je ad rem in ne ad personam. In na tej vsebinski podlagi ga pošiljamo v slovenski javni prostor po načelu vzemi ali pusti. Ponujamo ga v premislek, spodbudo in civilizirano kritiko prav vsem, ki jih zanimajo javne zadeve. Zbornik, ki ga bodo podrobne, seveda vsak svoje perspektive nadaljevali in predstavili moji kolegi, je tako v prvi vrsti generacijska iniciativa. Tako imenovane nevidne generacije mladih med 30 in 40. In če počem se potem po tej generacijski obarvanosti ta zbornik in ta iniciativa loči od trenutnega, po mojem mnenju, zakasnjenega slovenskega civilno-družbenega vremena. Zbornik in iniciativa za Evropsko Slovenijo tako združujeta mlado pravnike, mlado ekonomiste, mlado filozofe, mlado družboslovce, ki želijo obstoječi Sloveniji, ki je mladim izrazito nenaklonjena, jasno izjaviti zahtevo po aktivnem sooblikovanju naše republike tudi po lastni podobi. Glede samega zbornika, ta obravnava najpomembnejše vsebine slovenske družbene eksistence. Zgodovino, filozofsko-etične predpostavke in okvire slovenske družbe, pravno, demokratično, socialno državo in konstitutivne pravice,
svobodo izražanja, združevanja, s poudarkom na civilni družbi, svobodo vere in vesti, okolje, gospodarstvo ter končno zunanje politično in mednarodno umeščenost Slovenije. To se sliši veliko, ampak zbornik ni vseobsežen. To niti ni bil naš namen, vsega ni mogoče povedati naenkrat in vsega tudi ne vemo in vsega ne znamo. Ampak poudarjam, da zbornik prav tako ni muha enodnevnica, ampak je za nas zasnova dolgoročnega, kritičnega, javnega udejstvovanja njegovih avtorjev. Vem, govorili smo se, da bom kratek, in čas bi že bil, da gre beseda prav avtorjev, ampak preden jim dejansko podam, mi dovolite, da se zahvalim tistim, ki so nam po materialni plati omogočili uresničenje naših idej. Tu je v prvi vrsti Inštitut Karantanija in pa nova revija, ki je zbornik tudi založila. Pri omembi založbe Nova revija ne skrivamo, nasprotno, veliko čast nam je, da je naš zbornik mogel iziti prav pri tisti založbi, ki je izdala tudi 57. številko Nove revije. Ta številka je bila in ostaja simbol preteklih in vzor vseh prihodnih programskih zahtev slovenskih neodvisnih intelektualcev. In tudi za nas je bila to neka izhodiščna točka. Spoštovani in spoštovane, hvala, ker ste prišli. Hvala za pozornost. Sedaj pa